Pozdravljeni! Za nami je tudi že velika nagrada Madžarske. In tudi tokrat si bomo v komentarju pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo na dirki. Tudi današnji komentar dirke bo kot običajno razdeljen na dva dela. V prvem se bomo ustavili pri vseh tistih zanimivih iztočnicah, ki nam jih je pokazala sama proga. V drugem bomo pa primerjali napovedi strategij s tistim, kar so ekipe v resnici pokazale na sami dirki. Verjamem, da marsikdo izmed vas je od dirke za veliko nagrado Madžarske pričakoval več, predvsem menjavo na samem vrhu. A treba se je priznati, da Max Verstappen v tem obdobju je en izmed najmočnejših, najbolj kompletnih voznikov. Ima izjemno velik privilegij biti v Red Bullu, kjer so mu pripravili dovolj dober bolid, ki dovoli, da se pravzaprav lahko do popolnosti izrazi na sami dirki. Prevedeno, lahko bi dejali, da Max Verstappen je eden izmed najmočnejših voznikov te ere, če ne celotne zgodovine svetovnega prvenstva Formule 1. A tu je treba poudariti še nekaj. Max Verstappen ni samo najbolj talentiran, najhitrejši voznik, ima tudi pravi karakter, ki mu ga je nekako vcepil v glavo njegov oče Jos. Še posebej, ko kaj ne gre po njegovih načrtih, postane Max dobesedno divji. Lep primer, velika nagrada Avstrije v sezoni 2019. Verjetno se je spomnite vsi, to je tista dirka, ko je Max Verstappen v zadnjem delu dobesedno prehitel Charlesa Leclerca, tako da ga je skorajda izrinil iz proge. A malo kdo se spomni, da Max Verstappen je tisto dirko začel kot drugi, a na samem štartu napravil polomijo in prvi krog končal kot 8. Sledila je res divja dirka, ki se je na koncu končala z zmago. In menim, da nekaj podobnega je bilo tudi tu na Madžarskem. Max Verstappen ni bil zadovoljen z drugim mestom na štartnem razporedu. Zato smo lahko videli na prvem delu dirke skorajda zaporedje kvalifikacijskih krogov z njegove strani. Drugače si ne znam razložiti, kako je bilo mogoče, da je kar tako z lahkoto napravil takšno razliko. A verjamem, da marsikoga ta razlaga ne bo prepričala, a po drugi strani obstajajo tudi drugi viri, druga mnenja, ki so mogoče še boljša. A vrnimo se na sam štart dirke, kajti Max Verstappen je res dirko začel enkratno, a pri tem mu je tudi pomagal Lewis Hamilton. Namreč Lewis Hamilton je z dirko začel iz najboljšega štartnega izhodišča in kot običajno si bomo pomagali z maketami. In seveda najboljše štartno izhodišče je na levi strani proge, čeprav je prvi ovinek v desno. A to je nekako logično, namreč najhitrejša linija je tista, ki gre iz zunanjega roba, ima vrhunec na notranjem robu in nato se zopet pomakne proti zunanjemu robu. In to je nekako logično. Poleg njega, seveda na desni strani, Max Verstappen, ki je dirko začel malce bolj zadaj. In logično je, seveda, da tisti, ki je na notranji strani, ima res vrhunec malce bližje, ampak to še ne pomeni, da lahko kar tako prehiti onega spredaj. Namreč tisti, ki ima najboljše izhodišče, lahko prvi preseka pot onemu, ki je zadaj. A kaj se je v resnici zgodilo? Videli smo na samem začetku. Še na ravnini je začel Lewis Hamilton dobesedno potiskati Maxa proti desnemu robu. In prvič je odprl vrata vsem zasledovalcem in tu govorim o obeh voznikih ekipe McLaren. In
drugič izgleda, da njegov elektrohibridni del pogonskega sklopa ni dal dovolj moči, kajti čeprav je iztisnil Maxa na notranjo stran, je ta v drugem delu pospeševanja šel lepo mimo. In sedaj se lahko začnemo spraševati, je Lewis Hamilton napravil kakšno napako na samem štartu, je rahlo zaspal, ko so se ugasnile rdeče luči? Sam menim, da ne. Ampak ukolikor bi vztrajal na tistem mestu, ki je imel malce več oprijema, kajti tam vsi vozijo in nalagajo gumo iz svojih pnevmatik na asfalt, bi na prvo zaviranje prišel z dovolj visoko hitrostjo in dovolj prednosti, da bi na to samo Maxa potisnil tja proti robniku in zadržal prednost. Bi lahko Lewis Hamilton zmagal, če bi tako naredil? Ne vem, dvomim. A vsekakor v prvem ovinku ne bi izgubil 3 mest. A sedaj moramo malce pogledati, kaj se je zgodilo pri McLarenu. Spomnimo se, na dirki za veliko nagrado Velike Britanije v Silverstonu so pokazali enkratno predstavo. A tu, na Hungaroringu, so značilnosti proge čisto nekaj drugega. A kljub vsemu sta bila tako Lando Norris kot Oscar Piastri dobesedno fantastična. Skozi celoten vikend, ampak predvsem na dirki. Rad bi vas spomnil, da pri McLarenu so pripravili še en paket posodobitev, ki pa ga tu niso hoteli pokazati. Torej, v nadaljevanju lahko pričakujemo še kakšno prijetno presenečenje. In zopet bi se rad vrnil na neko temo, o kateri smo že govorili. Kolikokrat smo na začetku sezone slišali dobesedno nebulozo o zelenem Red Bullu, ko je bilo govora o Aston Martinu AMR 23. A že takrat sem dejal, da bolid, ki je najbližje Red Bullu, ni Aston Martin, temveč je McLaren. Potrebno je bilo nekaj dela, nekaj dodelav, nekaj razvoja, ampak vidi se, da NCL 60 ima potencial, ki ga je tokrat na polovici sezone začel izražati. In do konca imamo še dovolj velikih nagrad, da nas bodo lahko še razveseljevali. Pri tovarniški ekipi Mercedes, če izpustimo štart samega Lewisa Hamiltona, bi lahko dejali, da zopet dokaj medla in neprepričljiva dirka, ker sta sicer oba voznika dosegla točke, ampak manj od tistega, kar bi lahko pričakovali. A kljub vsemu, v nekem povprečju je Mercedes W14, tokrat v izpeljanki B, druga sila na štartnem razporedu. Morda na veliki nagradi Belgije bodo zopet napravili pol koraka naprej, kajti lastnosti proge Spa-Francorchamps so čisto drugačne in verjetno bolj ugodne za Mercedes. A ne smemo pozabiti, tudi George Russell, kljub poraznim kvalifikacijam, je prišel dokaj visoko. Tisti, ki so mene osebno najbolj razočarali, so pa pri Scuderii Ferrari. Pustimo sedaj pri strani napovedi, da na veliki nagradi Madžarske bodo zopet pokazali neko formo, ki jo pričakujemo že praktično celo sezono. In treba je priznati, da res tako Carlos Sainz mlajši kot Charles Leclerc sta bila boljša kot na veliki nagradi Velike Britanije, kjer sta bila 9. in 10. Ampak menim, da je rezultat dirke na progi v Hungaroringu porazen za Ferrari. Ne samo iz tistega tehničnega smisla, ampak tudi iz športnega. Zopet se je pojavilo tisto, kar sam osebno sovražim. Preferiranje Charlesa Leclerca. In začnimo na začetku. Carlos Sainz mlajši, ki je začel bistveno bolj zadaj, si je izbral pneumatike soft za prvi del dirke. In takoj se je znašel za Charlesom Leclercem, ki je imel v tistem trenutku pneumatike medium. In nekdo, ki nekako razmišlja moštveno, bi dejal,
Dobro, Carlos Sainz mlajši ima pnevmatike soft, ki so v danem trenutku hitrejše, ampak ne bodo zdržale toliko krogov kot pnevmatike medium. Zato bi bilo dobro mu dati mesto, da napravi čim boljši čas, čim večjo razliko za nadaljevanje dirke. A seveda kaj takega se ni zgodilo. Verjetno nihče izmed nas ni slišal nobene radijske komunikacije, ki bi v prvem delu dirke svetovali Charlesu Leclercu, če bi lahko spustil predse Carlosa Sainza mlajšega, ker ima ta pnevmatike soft. A prišel je čas prve menjave. In seveda tu so Carlosu Sainzu in Charlesu Leclercu nataknili pnevmatike hard. S to pripombo, da pri Ferrariju so imeli težave pri postanku Charlesa Leclerca in tako ga je na progi prehitel Carlos Sainz mlajši. In verjamem, da v nadaljevanju ste opazili radijske komunikacije strani Leclerca proti komandnemu pultu, kjer se je začel spraševati, kako bo zopet dobil nazaj svoje mesto. In dobil ga je nazaj na najbolj enostaven in prozoren način. Namreč najprej so na menjavo poklicali Charlesa Leclerca in šele nato Carlosa Sainza mlajšega. Klasični undercut. In seveda zopet smo bili nekako odrezani od vseh komunikacij, ki jih je morda imel Carlos Sainz mlajši. A v nadaljevanju dirke smo lahko zasledili še nekaj zanimivega. Namreč Charles Leclerc je bil kaznovan, ker pri menjavi je prehitro peljal skozi pit lane, kar je pomenilo 5 sekund pribitka. In sam nisem slišal nobene radijske komunikacije iz komandnega pulta Ferrarija do Carlosa Sainza mlajšega, da ima njegov moštveni kolega kazen 5 sekund. Ste opazili, da v zadnjem delu dirke je bil Carlos Sainz mlajši lepo konstantno 5,5 sekund za Charlesom Leclercom. Sam verjamem, da mu te novice enostavno niso sporočili, ali so ga pa vljudno prosili, če je lahko na tistem varnem območju, predvsem za Charlesa Leclerca. In ta odločitev samega Ferrarija je pripeljala do največjega debakla za skuderijo na tej dirki. Iz ozadja je prišel George Russell, ki je imel seveda malce boljšo pnevmatiko kot Carlos Sainz mlajši, ki je prehitel in na koncu zaradi pribitka Charlesu Leclercu je prišel na cilj še pred njim. Torej, namesto da bi pri Ferrariju nekako skrbeli, da bi prišli vsaj z enim bolidom, vsaj pred Georgeom Russellom, so mu dobesedno podarili 2 mesti. A vem, meni je enostavno, kajti zadeve gledam od zunaj. A tu, ko smo se že ustavili pri kazni Charlesu Leclercu, bi vas rad spomnil še na nekaj. Na začetku smo videli dokaj hud trk, ki je izločil oba bolida ekipe Alpine. Udeležen je bil tudi povratnik Daniel Ricciardo, začel ga je pa Zhou Guanyu. Zhou je katastrofalno štartal, prehiteli so ga mnogi in nato v prvem zaviranju, kot da bi hotel nadoknaditi vse izgubljeno. Zatel je v Ricciarda, ki je nato potisnil oba Alpina izven proge. In Zhou za tisti manever je dobil kazen 5 sekund. Prav toliko kot Leclerc, ki je le malce bil prehiter skozi pit lane. Ne govorim, da Leclerc si ni zaslužil kazni, ampak po mojem videnju kazen Zhouja je bila enostavno preblaga. A zopet moje osebno videnje. Seveda, na zmagovalnem odru smo videli Maxa Verstappena, Landa Norrisa in na 3. mestu Sergija Pereza. In verjamem, da mnogi boste dejali zopet premoč Red Bulla, ampak iz 9. mesta se je Perez na Madžarskem komajda prebil na 3. Pred njim je bil McLaren, ki letos
na konstruktorski lestvici ni tako visoko, kot bi si marsikdo izmed nas želel. Torej, vidimo zopet, da pri Red Bullu zadeve niso tako dominantne, kot so bile na začetku, ker sta res oba voznika lahko začela v ozadju in na koncu dirko zmagala, glejte veliko nagrado Miamija. Seveda to ne pomeni, da so jih dohiteli, ampak da je razlika manjša. A verjamem, da marsikdo se bo sedaj dobesedno zapičil v prednost Maxa 33 sekund, ki je seveda posledica tistega divjega začetka in tudi najhitrejšega kroga samega Verstappena. A tu je treba upoštevati še nekaj, kar so pri Red Bullu opravili odlično. Namreč dele dirke Maxa Verstappena so sestavili idealno. Videli bomo v nadaljevanju pri sami analizi strategij. Namreč mnogi drugi so postanke opravili nekaj krogov prezgodaj, kar je pomenilo, da v zadnjem delu dirke so bile njihove pnevmatike pravzaprav na koncu. Še sam Sergio Perez je imel v finalnih krogih dirke težave z Lewisom Hamiltonom, ki skozi celotno veliko nagrado ni bil konkurenčen pravzaprav do samega konca, ko je začel loviti Pereza. In to je, po mojem videnju, tudi posledica malce prezgodnje menjave pri Perezu. Pri Verstappenu tega ni bilo, kar mu je tudi omogočilo takšno razliko na samem koncu. A pustimo sedaj to in poglejmo si malce najprej napovedi, ki jih je prikazal Pirelli. Tokrat so nam dali na izbiro kar 4 različne variante, od katerih ena, tista s 3 postanki, sploh ni bila realna. Vsaj tako vidim sam, kajti v zadnjem delu voznik v bistvu ne bi imel sploh možnosti nadoknaditi 20 sekund, ki jih izgubi pri sami menjavi koles. A če pogledamo preostale 3 variante, so dobesedno enake onim, ki sem jih dan prej objavil sam. In čeprav pri meni in pri Pirelliju strategijo z enim postankom smo imeli kot samo teoretično možno, smo videli, da pravzaprav so bili tudi pri ekipah istega mnenja. Kar se tiče tiste najbolj dolgočasne, najbolj predvidljive, z enim delom na pnevmatiki medium in 2 deloma na pnevmatiki hard, so jo izbrali resda le redki, na primer pri skuderiji Ferrari. Kajti ta strategija je bila tudi, bodimo iskreni, dokaj zanesljiva. Tista bolj drzna z 2 deloma na pnevmatiki medium in 1 delom na pnevmatiki hard je bila pa ona zmagovalna. A menim, da tu smo zopet videli dokaz, da tudi mi navdušenci, ukolikor malce spremljamo dogajanje, lahko pridemo dokaj blizu tistemu, kar se na koncu v resničnosti odločijo ekipe. A prišli smo tudi do konca današnjega komentarja dirke za veliko nagrado Madžarske. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.